kako je lepo. Na suhem namreč, to so bile prve besede junaka in glavnega interpreta povsem neobičajnega literarnega nokturna, ki so ga v živo prenašali tako na Valu 202 kot na Radiu Ars. Prvič v zgodovini in na svetu nasploh je kakšna radijska oddaja tekla v živo iz morskih globin. Zato pa je bilo potrebnega kar nekaj poguma in tudi moči. Oprema sama je 85 kg težka, 35 je samo zgornji del, se pravi čelado oziroma ta klasičen skafander. Neko nenormalno spoštovanje do opreme in do morja in do globine, do tišine in do skrivnosti. Večer so avtorji oddaje izbrali namenoma, saj povsod po Evropi praznujejo tako imenovano noč raziskovalcev. Znanost in kultura z roko v roki torej. Ars ima v svojem osredju eno svoje sporočilo, da umetniške besedila, pripovedi o morju, na nek način je za to poklican, dal program, vendar če to izvedemo na način, ki ima podporo tudi v drugih medijih, skličemo pravzaprav v sam dogodek tudi dokument o samem dogodku. Podvodno radijsko oddajo so neposredno na Piransko obalo prenašali tudi v sliki, pri domačinih in turistih pa je zbudila nemalo zanimanja.